Nogometaši v drugi ligi so ta vikend odigrali zadnji 30. krog prvenstvenih obračunov. In prav v zadnjem igralnem dnevu je bil odigran sosedski lokalni derbi med Konjičani in Bistričani. Sosedski obračun med domačo Zdravinjo in Ketijemi Impol Bistrico je bil odločen v prvih 45 minutah igre. Konjičani so po strelski učinkovitosti kapetana Denisa Vezjaka, zadel je dvakrat, vodili že z 2-0. Na gol zaostanka pa je Bistričane že v prvem delu približal Luka Poredoš. Konjičani so se tako sosedom tudi na prvenstveni lestvici oddolžili za visok poraz v prvem delu prvenstvene sezone. Pa mislim, da ta zmaga bila pomembna za naš klub, da smo zaključili na en pozitivni način celotno sezono, ki mislim, da je bila zelo dobra z naše strani. Bilo je fajn, da smo pač dali vse od sebe, da smo se na tak način zahvalili publiki, ki nas je celo sezono podpirala, ampak absolutno sem vesel zmage. Ker na koncu vsakega srečanja za uspeh šteje samo več danih golov, so tokrat varovanci trenerja Roberta Pevnika zaostali v tej prvini igre in tako kljub všečni predstavi iz Dobrave odšli sklonjenih glav. Enostavno prvi polčas taktično zelo slabi, nismo bili bojeviti, mogoče tudi kakšna moja napaka v taktični postavitvi, ampak potem se pa drug polčas pokazal, da smo prava ekipa. Konjičani so tekmo začeli bolj podjetno in s pritiskom na obrambno vrsto gostov so povedli v 24 minuti, ko je prvič zadel Denis Vezjak. Isti igralec je 4 minute kasneje podpisal po drugi gol v 28 minuti in vodstvo 2-0. Gostje iz Slovenske Bistrice pa so na vodstvo 2 golov gostiteljev odgovorili v 33 minuti, ko je lep gol dosegel Luka Poredoš. To je bil tudi rezultat polčasa in kot se je skazalo, tudi končni rezultat srečanja. V drugem delu je v igro vstopil pri Bistričanih kreator igre skozi prvenstvo Rok Frešer. Ta je takoj poživil napad gostov, ki so v drugem delu zamudili nekaj lepih priložnosti. Prvi strelec lige Krapuhin bi iz te akcije v 50 minuti lahko dosegel že 20. gol. Dukarič ni bil strelsko natančen v 59 minuti. 2 minuti kasneje je bil v priložnosti ponovno Krapuhin. V 66 minuti po kotu domačih bistriški vratar rešuje svoja vrata pred napadalnim poizkusom gostiteljev. Friedrich, ki je v tej sezoni zabeležil 8 prvenstvenih nastopov, je v Konjicah s svojimi obrambami pokazal, da gre za dobrega vratarja. Derbi so vedno najbolj napete, ampak zdaj mislim, da smo zaključili dobro sezono in drugo leto gremo na boljšo. Pritisk proti vratom so Bistričani stopnjevali tudi po vstopu Markosa Tavaresa. V 76 minuti je svoje strelske naprave preizkusil Kobal, uspešnejši pa Matic Skrbinšek. Gostitelji so vrata gostov ugrozili v 82 minuti, zmagovalec pri tem poizkusil Friedrich. Svržnjak je poizkusil v 86 minuti. V sodnikovem dodatku pa je 350 gledalcev videlo še strel Knausa. Veliko dobrega je za bistriško ekipo v drugi polsezoni opravil v obrambnih nalogah Kristjan Trdin. Ja, jaz bi rekel, da sem v tej drugi polsezoni lahko čez tekme zelo napredoval. Imeli smo veliko dobrih tekem, mogoče smo imeli malo preveč remijev, glede na to, koliko smo imeli šans na tekmah, bi lahko iztržil še več, ampak mislim, da ekipa je dobro delovala, dobro smo šli, tako da zdaj zadnja tekma na koncu, pač ja, kot je trener rekel, prvi polčas smo štartali malo slabo, nismo bili dosti na nivoju, drugi polčas smo to popravljali, ampak nažalost nismo zadeli. Konjičani so prvenstvo sklenili na 7. mestu in tako z dobro popotnico odhajajo v novo tekmovalno sezono. Naša sezona je bila več kot uspešna, nadgradili smo lansko sezono in kar se točkovno tiče in mesta, kakor tudi igre, tako da mislim, da je celotni klub zelo zadovoljen z našim uspehom. Bistriški nogometaši so prvenstvo zaključili na 6. mestu z 51 točkami. Sezona pa bi lahko bila tudi bolj uspešna. Ne more en lokalni derbi uničiti cele sezone, ki ne bom rekel, da je bila zelo dobra, bila je dobra. Če bi bil klub organiziran prvi dan, ko sem prišel, tako kot
je zdaj na tem nivoju, verjamem, da bi bili med prvim 3 ekipim. Glave gor, ta sezona pomeni en korak naprej in moramo dobro selekcionirati ekipo in potem naslednjo sezono biti še boljši. Končala se je torej tekmovalna sezona 2024-25, ki je klubom prinesla različne uspehe.